Tako, dober dan, lepo pozdravljene, spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci na našem zadnjem srečanju, ki se imenuje Tedenski pomenki o raznojezičnosti. Zadnje srečanje zato, ker je v sklopu projekta Ješt to pravzaprav zares zadnji pomenek. Začeli smo daljnega 14. septembra 2021 in sicer je bilo prvo predavanje prav tako v slovenščini, tako kot bo danes. Gostovala je takrat profesorica doktorica Lucija Čok in je govorila o jezikovni politiki in demokratičnosti. To je bil začetek, otvoritveno srečanje. In potem smo se srečevali vsak mesec, 3 do 4-krat na teden. Celih 18 mesecev sem preštela danes in vmes smo slišali tako naše cenjene kolegice, članice projekta Ješt, raziskovalke in raziskovalce iz slovenskega prostora, pa tudi, in to nam je omogočila sodobna tehnologija, vrhunske, svetovno znane preučevalce in preučevalke tematike, s katero se projekt Ješt ukvarja, se pravi z večjezičnostjo. Dotikali so se v svojih pogovorih različnih dimenzij tega globalnega, starodavnega, starega in večno prisotnega fenomena večjezičnosti, od nevrofizioloških vidikov, didaktičnih vidikov, do vse sorte zanimivih in med drugim, tako v enem od srečanj, kot tudi danes, njegovih historičnih dimenzij. Zdi se mi pravzaprav imenitno, da lahko zaključimo s Homerjem, bi človek rekel, ne? Prešeren je začenjal, mi bomo pa zaključili. Ni tako pravzaprav ni tako nesmiselno, kajti, kot nam pravi že naslov kolegice, ki bo danes govorila, latinščina je tukaj. Čeprav se na prvi pogled zdi, da je ni več. Zdaj, morda preden predstavim svojo današnjo gostjo, bi morda za uvod izpostavila pomembnost tedenskih pomenkov. Mislim, da so glede na projekt Ješt, ki je eden ključnih projektov v slovenskem prostoru, ki je tematiziral in populariziral večjezičnost v vzgoji in izobraževanju, tale format, ki smo ga pripeljali delno zaradi razmer epidemije, delno pa seveda tudi zato, ker smo na ta način lahko pripeljali velika imena v slovenski prostor. Pomemben zato, ker smo neposredno lahko spregovorili s temi ljudmi, ker smo pravzaprav lahko prisostvovali tudi takrat, kadar v resničnem času nismo mogli prisostvovati, obstajajo posnetki, ker še vedno lahko vse te posnetke na nek način pregledujemo, o njih razmišljamo in ker imajo ti posnetki nenazadnje veliko didaktično vrednost. Vsi so pravzaprav strukturirani na enoten način in kot taki so uporabni tako za kolegice in kolege v pedagoški praksi, kot tudi za študente, ki bodo učitelji in učiteljice nekoč še postali. Mislim, da ta oblika, naši tedenski pomenki, prinašajo v slovenski prostor večjezičnost na najboljši možni način. Kajti to je tema, ki je zelo pogosto problematizirana ali pa kako drugače neustrezno osvetljena. Ti dogodki pa so pokazali pravzaprav, kako je treba na večjezičnost gledati skozi stroko in osvetlili pravzaprav pomen, ki ga ima večjezičnost za družbo. Zato bi se v svojem imenu rada zahvalila vsem dosedanjim govorkam in govorcem,
vsem, ki ste skrbele, da so pomenki gladko tekli, moderatorjem, moderatorkam, predvsem pa danes odsotni, pa vendarle, profesorici doktorici Karmen Pižorn, ki ta projekt vodi in ki je bila pravzaprav glavni motor teh tedenskih pomenkov. Sedaj pa torej k moji današnji gosti. V naslovu ste lahko torej videli, da se bomo pogovarjali o klasičnih jezikih, da se bomo pogovarjali o klasičnih jezikih v kontekstu zgodnjega učenja in da se bomo pogovarjali o klasičnih jezikih v navezavi na razvijanje večjezične, raznojezične zmožnosti. Moja današnja gostja je profesorica Julija Hoda, ki je učiteljica in kustosinja. Zaključila je magistrski študij klasične filologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in trenutno poučuje latinščino na osnovni šoli Prežihovega Voranca. Na osnovni šoli, ki ima dolgo tradicijo ohranjanja pouka latinskega jezika in ki nenazadnje je pravzaprav položila temeljni kamen pri razvijanju, morda jim takrat še niso tako rekli, ampak raznojezičnost in pouk jezikov na osnovni šoli Prežihovega Voranca sta nekaj, kar ni bilo tako poimenovano, se je pa dogajalo in se še vedno dogaja. Kolegica Hoda v okviru projekta Ješt posebej razvija in uporablja nove pristope k zgodnjemu učenju latinščine. To se pravi, na začetku, ko se učenci s tem jezikom šele seznanjajo, hkrati pa kot kustosinja v galeriji aktivno deluje na področju priprave razstav, urejanja publikacij, organizira dogodke, delavnice in seveda zaradi tega ima tako rekoč dve učilnici in prepričana sem, da nam bo povedala, da svoje učence pogosto seli iz ene v drugo. Julija, dobrodošla, vesela sem, da se bova danes pogovarjali. Izvoli, beseda je tvoja. Janja, najlepša hvala. Upam, da se v redu slišimo. Tudi jaz sem zelo vesela, da sem danes tukaj, da sem prejela to vabilo in sem z veseljem nekaj pripravila. Ravno pred začetkom me je klical kolega in je tudi sam povedal, kako lepo, da se to dogaja, da sem tudi jaz tukaj v tem sklopu pomenkov. In moj odgovor je bil, ja, saj veš, kako je za latinščino, pa res ni težko nekaj narediti, oziroma nekdo mora. Mislim, da je to kar ena taka misel, ki kroži med nami kolegi, ki delamo na tem področju. Tako da hvala še enkrat za priložnost. Jaz sem, kot ste slišali, učiteljica, poučujem na osnovni šoli in moj prispevek bo pravzaprav bolj kot ne iz tega praktičnega vidika. Zdaj bom kar vklopila svojo prezentacijo, upam, da bo vse potekalo tekoče. In moj cilj danes je v bistvu v prvem koraku predstaviti ta kontekst, v katerem poučujem, in sledila bo pa v bistvu predstavitev mojega dela, ki je, lahko rečem, našega dela, pravzaprav, in pa neke vrste analiza. Zdaj, evalvacija še ne morem reči, da je, ni še zaključen projekt pravzaprav. Saj vemo, kako je, ko delamo z generacijami učencev, da naredimo eno res konkretno evalvacijo, mora potem precej razredov v bistvu iti skozi ta model in tako naprej, ampak zdaj se mogoče že malo prehitevam. Skratka, moj cilj danes je, da vam predstavim svoje delo in da v bistvu nudim neko razumevanje tega, kako to poteka, da ponudim neke ideje, načrte za prihodnost, da opišem nekatere izzive, s katerimi se srečujem in seveda, da se potem to vse obravnava v diskusiji. Pa če kar skočim na moj prvi krogec. Skratka, zakaj sem pravzaprav izbrala ta naslov?
Omenila je že Janja, latinščina danes morda se zdi, da je ni, vsaj ne v šoli, če razmišljamo o vseh teh starejših generacijah, ki so se dolgo časa v Sloveniji učile latinščino, vemo, da obvladajo še vedno razne vidike, tako jezika kot civilizacije, literature in tako dalje. Danes mogoče to bolj v kapljicah kot v nekih deročih rekah. In tudi število šol, na katerih se danes poučuje latinščino v Sloveniji, ni veliko, nažalost. In recimo naša šola, na kateri poučujem, osnovna šola Prežihovega Voranca v Ljubljani, kot smo tudi že slišali, ima eno tako dolgo lepo tradicijo poučevanja latinščine, ki pa je prej izjema kot pravilo. Zdaj, razlogov za to je veliko. Mogoče ta čas, ko latinščine nekako ni bilo, lahko povežemo seveda s prejšnjim sistemom, s časom komunizma, v katerem bi lahko rekli, da je bila latinščina ne persona non grata, ampak lingua non grata. In so se dogajali razni primeri, kot je celo, prekvalificiranje učiteljev, se pravi, da so potem jih postavljali na druge oddelke, kjer so učili druge predmete. Skratka, načrtno v šolski politiki se je latinščino dajalo na stran. In mislim, da tu tudi pride v bistvu ta postulat projekta Ješt, ki vključuje te historične jezike, kot sta na primer latinščina in grščina, prav zato, ker jih je šolska politika v preteklosti nekako odrivala na obrobje. Tu se ne bi zdaj preveč zamudila, bi vam pa priporočila tole čudovito knjigo, ki je nastala pred leti. Gre za mednarodno izdajo in seveda ne opisuje samo situacije v tedanji Jugoslaviji, ampak tudi v drugih komunističnih državah. Išla je ob enem simpoziju, ki smo ga na Filozofski fakulteti organizirali. Sem pa to knjigo tudi navedla na koncu te prezentacije, tako da bo na voljo tam, se pravi v bibliografiji, če bo koga torej zanimalo, kako je ta proces pravzaprav potekal. Z osamosvojitvijo se je situacija nekoliko izboljšala. Tudi jaz sem potem v kasnejših letih študirala latinščino in začutila, kako v bistvu se dogaja, mogoče, ne vem, kako bi temu rekla, razen kot da bi opisala z besedo revival. In nekako se mi zdi, da se ponovno zdaj dogaja en drugi val. Morda zato, ker to gledam od blizu, tako čutim. Bom pa omenila potem med izzivi, da slika morda ni tako rožnata. Morda imam jaz nadeta ta rožnata očala, bi lahko rekli. In zakaj se mi pa zdi, da je bila ves čas tu? Seveda, latinščina je bila med ustanovnimi oddelki na Ljubljanski univerzi, ves čas se jo je kljub vsemu poučevalo. In seveda ves čas se je uporabljalo, samo ne formalno. Res ta široka izobrazba, ki jo ta jezik in ta kultura nudi, seveda lahko na vseh področjih nam širi obzorja. Morda se samo ne zavedamo, kako pogosto pravzaprav latinščino uporabljamo prek tujk, prek pojmov, prek kulturnih pojavov in tako naprej. In čeprav se morda kdaj bojimo, da bo prišel čas, ko se ne bo več poučevala, ko se ne bo več uporabljala, je vredno vedno pogledati nazaj na vsa ta stoletja, vsa tisočletja, odkar ni več recimo native speakerjev latinščine, pa se še vedno uporablja tako v znanosti, v izobraževanju in na vseh drugih področjih. Zdaj, moje delo konkretno pa se še posebej v okviru projekta Ješt dotika tudi zgodnjega učenja latinščine. Namreč jaz sem začela s projektom Ješt delati na osnovni šoli Prežihovega Voranca na ta način,
da sem začela poučevati učence v drugi triadi, se pravi od 4. do 6. razreda. Od 7. do 9. razreda pa jih poučuje učiteljica Teja Kranjc. Skratka, imamo kar dolgo vertikalo, precej nenavadno. V okviru projekta JEŠ smo skušali pač uvesti pouk latinščine tudi v osnovne šole in tu, ker je pač ta tradicija, ta dolga tradicija že obstajala, smo se odločili, da bomo dodali temu neobveznemu izbirnemu predmetu v 3. triadi, potem še poučevanje latinščine v 2. triadi in odločili smo se, da bo to pa potekalo v obliki interesne dejavnosti. Skratka, oboje je izbirno, ampak formalno gledano sta pa si ta dva elementa zelo različna. Ne? In tudi tukaj potem se pojavljajo mnogi izzivi. Prej sem že omenila in tudi Janja je omenila, da je Prežihov Gorenc nekoliko poseben na tem področju, že v tej svoji zgodovini ima več kot 60-letno tradicijo poučevanja latinščine od trenutka, ko je bila ustanovljena osnovna šola in pa seveda še prej, ko je v tej zgradbi potekalo izobraževanje na nivoju gimnazije. In seveda je tudi recimo okolje toliko bolj naklonjeno uvajanju recimo nekega novega modela poučevanja latinščine v 2. triadi. Verjamem pa, da na kakšnih drugih šolah, kjer pač te tradicije ni, da se morda tako lahko zdi eksotično, nenavadno, da ima neke zadržke do tega. Tudi vemo, recimo v zadnji triadi so otroci, tudi so učenci sposobni v bistvu lahko rečemo tudi abstraktnega razmišljanja in nekako je pač ta starejši model poučevanja latinščine, ki smo ga izkusili tudi mi zdaj, ki smo pač strokovnjaki na tem področju, kot učenci, kot študenti, lahko do neke mere uspešno poteka, medtem ko v 2. triadi pa, vsaj po mojem mnenju, nekako ni smiselno. In zato, ko sem jaz prišla delati na šolo, je pred mano stal en velik izziv, ker nisem imela veliko kolegov, ki bi se s tem ukvarjali, nisem imela veliko gradiva, ki bi mi pomagalo z učenjem in celotno strategijo so v bistvu zasnovali z kolegico Dorotejo Novak. So v bistvu pač štartali in medias res, kot bi naj metaforično nekdo pač porinil v bazen in bi se morali naučiti plavati. Ampak, kot sem že omenila, za latinščino res ni težko, zato sem se z veseljem lotila tega izziva. Razumem pa, da sem imela srečo, da delam na tej šoli, da imam podporno okolje, da imam to tradicijo in še posebej, da sem imela zasnovane že nekatere modele od prej. Tu sem zapisala samo kontekst, zato ker gre res samo za kratko predstavitev, torej latinščine širše, zakaj se ni poučevala, ali se je poučevala, ali se bo poučevala, kako se poučuje na naši šoli, na osnovni šoli Prežihovega Gorenca, in kako poučujem jaz, skratka od makro k mikro. V drugem delu bi vam pa rada predstavila v bistvu nekaj dobrih praks, ki so nastale v času mojega poučevanja v sklopu projekta JEŠ. In kot sem že omenila, bi ob tem recimo podala tudi nekatera moja opažanja, svoje izzive, kaj vidim, kam to vodi v prihodnost in seveda neko delno evalvacijo, ker seveda projekt še ni zaključen in bo trajalo še nekaj časa, da se lahko primerno evalvira. Janja je povedala nekaj zelo tehtnega in sicer, da imam 2 učilnici, ampak jaz bi rekla, da imam celo več učilnic. In tu pri poučevanju otrok, učencev
v drugi triadi, ne, kar se tiče jezika, kot je latinščina, bi izpostavila dve stvari, dva vidika. In prvo je hands-on pristop. Ne. Kot sem že omenila, če bi jaz poučevala latinščino otroke v 4. razredu na enak način, kot sem se sama učila latinščino v gimnaziji, dvomim zdaj, glede na vse izkušnje, ki sem jih pridobila, da bi bila uspešna. Preprosto zaradi načina, kako se učenci učijo, kako dojemajo svet okoli sebe, in sem bila pa tudi soočena recimo z eno zelo zanimivo mislijo oziroma kar izjavo, ko sem začela delati namreč v tej starosti, gledano iz izkušenj, se učenci za interesne dejavnosti in izbirne predmete odločajo tudi na podlagi karizmatičnosti učitelja. Skratka, veliko je bilo kriterijev za to, katero interesno dejavnost bodo otroci obiskovali, od časa do nekih subjektivnih razlogov, na katere morda najprej nisem pomislila, ne. In seveda, zato, da se latinščina poučuje še naprej, mora ostati aktualna, mora ostati zanimiva in mora biti izkustvena, predvsem v tej starosti. In zato se mi zdi ključen hands-on pristop. Kaj to pomeni v praksi? Omenila sem že nekatere modele, ki so obstajali, preden sem jaz delala. In tu se lahko v veliki meri zahvalim učiteljici Aleksandri Pirkmajer-Slokan, ki je dolga leta poučevala na osnovni šoli Prežihovega Voranca v Ljubljani in med drugim zasnovala tudi en super program, ki se imenuje Per vias antiquas, se pravi po starodavnih poteh. In jaz sem v bistvu nadaljevala v tej tradiciji, ker se mi zdi super, ker pouk v šoli je super, ampak v šoli ni edina učilnica, ne. Učilnica je ves svet, in vse te obšolske, izvenšolske pravzaprav dejavnosti so tiste, ki res, po mojem mnenju, nudijo izkušnje, ki so pri učenju latinščine izjemno pomembne, izjemno koristne in ki vodijo do tega, da učenci usvojijo to, kar se pravzaprav učimo v tisti ta pravi učilnici v šoli. In eden takih programov je tudi latinski tabor, ki poteka vsako leto, oziroma je potekal vsako leto, dokler nismo prišli do pandemije, a ne, in na katerega se odpravljamo ravno jutri. Latinski tabor poteka za učence od 7. do 9. razreda, učence, ki se učijo latinščine. Letos bomo vzeli s seboj tudi učence 6. razreda, in poteka na lokaciji izven Ljubljane, ponavadi, traja več dni, se pravi prespimo in dejansko poteka potem pouk na drugi lokaciji. Ta pouk, te vaje, predavanja in tako naprej, pa kombiniramo seveda z ogledom mesta, v katerem smo, z obiskom muzejev, arheoloških ostankov, in še drugih dejavnosti, kot so na primer uprizarjanje antičnih mitov, a ne, se pravi neke vrste gledališki vložek, potem priprava prispevkov za naše glasilo Rustica Latina. To je tudi en zanimiv segment, ki sem ga nekako prevzela od Aleksandre, in ga preobrazila, ne, kot sem že prej rekla, zelo pomembna se mi zdi aktualizacija, tako da smo iz tistega starejšega glasila, ki je bilo malce bolj obsežno in je res imelo podobo glasila, nekako začeli ustvarjati ZIN, ki je krajši, ki je morda neka sodobnejša oblika, in se potem povezali tudi z galerijo Dobra Vaga, ki ima čitalnico ZIN-ov, in smo potem podarili tudi in predstavili ZIN v Dobri Vagi. Skratka, v tem ZIN-u so potem lahko vtisi iz tabora, raznorazni prispevki od risb, pesmi, križank, fotografij in tako naprej. In za letošnjo Rustico Latino smo se pa tudi prijavili na mednarodno mitološko tekmovanje, tako da smo imeli dve temi.
dva mita. In so potem učenci iz vseh razredov, vseh starosti lahko ustvarjali, na kar na koncu leta potem oblikujemo tudi uredniški odbor, ki so učenci, tako da sami potem v celoti oblikujejo to rustiko latino. Predvsem pri vseh teh projektih imam osebno rada, da smo ekipa, da smo DIY ekipa, da sodelujemo pri vseh segmentih, da sami naredimo, in da učenci postanejo na ta način samostojni ustvarjalci. Super pri taboru je seveda tudi druženje med različnimi generacijami učencev, ki se učijo latinščino, kar pomeni, da se ustvarja neka skupnost, da se ustvarja nek odnos do učenja latinščine in razumejo, da imajo nekaj, kar jih povezuje, nekaj skupnega, skupno razumevanje neke kulture, ki jo potem lahko to znanje seveda širijo tudi navzven. To se mi zdi zelo dragoceno, da ta čas preživijo skupaj med seveda učenjem in da so radovedni, da sodelujejo, da so samostojni pri ustvarjanju. Kot sem že omenila, ravno jutri odhajamo v Celje na 3-dnevni tabor, ki bo pa letos posvečen Homerju. Torej smo končali pri Homerju, ampak mi pa jutri začnemo pri Homerju. In bojo prebirali različne odlomke iz Homerja, se ukvarjali z mitološkim ozadjem, nenazadnje ustvarjali na to temo in se učili tudi nekaj stare grščine, česar se zelo veselimo. To je seveda 3-dnevni dogodek, najmanj, ki ga vsi zelo radi pričakujemo in ki smo ga zelo pogrešali med pandemijo. Seveda pa obstajajo tudi krajše aktivnosti, za katere ne potrebujemo potovati v drug kraj, čeprav je to zelo zanimivo za učence. Zelo radi torej tudi obiščemo druge institucije, muzejske institucije, galerije in tako dalje. Tudi mogoče to je moja neka osebna preferenca, ki me vodi v to dejavnost, ampak vidim, kako ravno ta izkušnja pripomore k temu, da učenci res usvojijo to, kar se učimo v šoli. In ena od teh delavnic, se pravi šola v antični Emoni v Slovenskem šolskem muzeju, je zelo prisrčna in sem pravzaprav skoraj vse svoje generacije učencev peljala na to delavnico, ker gre super s tem, kar poučujem. Se pravi, pri tej temi, kako so se v rimskem času učili, na kaj so pisali, katere materiale so uporabljali, kaj so bile učne teme in tako naprej. Se mi zdi, da ne samo, da popestri pouk, ampak dejansko vidim potem recimo ob koncu leta, da so si bolje zapomnili in da bolj obvladajo te termine in koncepte, ki so jih pravzaprav lahko opazovali na tej delavnici v šolskem muzeju. In že ta izkušnja tudi, da uporabljajo rimska oblačila, rimske podlage, rimska pisala, jih v bistvu vodi potem v globlje razumevanje snovi, ki jo obravnavamo. Podobno potem pri enkratnih dogodkih, kadar je možno, sem vedno v sklopu tega projekta v teh 5 letih kontaktirala tudi druge strokovnjake, ne samo muzealcev. In seveda vemo, v Ljubljani se veliko gradi, imeli smo veliko možnosti za ogled arheoloških izkopavanj. Pravzaprav se mi je zdelo, da je to nekaj, kar morajo videti. Še jaz sama bi bila vesela, če bi me v sklopu šolskega učnega procesa nekdo peljal na arheološko izkopavanje. Ko so pa šli to četrtarčki pogledati, je bila pa res super izkušnja, ker otroci so izjemno radovedni, radi bi se napili vseh informacij in se mi zdi, da tako kot so oni cenili ta obisk, so tudi v bistvu arheologi cenili to, da smo prišli
in da smo jih vse možno izprašali, in da je ta učni proces res potekal vzajemno, no, in dvostransko. In to je ena izkušnja, ki sem zelo ponosna, da sem lahko nudila svojim učencom. In seveda v neki fazi potem nisem peljala samo učencev latinščine, ampak kar cele razrede, ker se je zdelo blazno zanimivo tudi drugim učiteljem in so se želeli priključiti. In to se mi pa zdelo sploh najbolj dragoceno, ker bom kasneje govorila tudi o tem medpredmetnem povezovanju. V bistvu je to ena stvar, ki bi jo rada izpostavila, namreč glede na to, da smo se, po mojem mnenju, kar navadili že, da učence torej peljemo iz učilnice, da obiščemo razne muzeje, da obiščemo organizirane delavnice, programe in tako naprej, se morda ne zavedamo še, koliko širših možnosti obstaja oziroma koliko možnosti za poglobljeno učenje. Jaz sem tudi iz muzejske stroke in zelo rada povem, da pravzaprav vsi mi smo v naši službi zelo odprti in čutimo kot naše poslanstvo to, da komuniciramo z javnostjo. Kar pomeni ne samo z odraslimi, ampak tudi z učenci, tudi s študenti. In recimo služba kustosa seveda se ne omejuje na to, da se pripravlja razstave oziroma da se skrbi za zbirke, in služba arheologa se ne omejuje na to, da vodi izkopavanja, ampak seveda je zelo pomembno komuniciranje z javnostjo. In sem prepričana, da če naslovite recimo prošnjo na kogarkoli izmed teh poklicev, da bo z veseljem ustregel kakšni želji po kakšnem ogledu, po razlagi, po obisku in tako naprej. To sem recimo videla iz svoje strani, verjamem pa, da morda marsikdo ne bi pomislil na to, da imamo kulturno dediščino pravzaprav na dosegu roke in to prek razlage in prikaza strokovnjakov. Tako smo tudi, na primer, ko smo z dvema učencema iz 9. razreda pripravljali raziskovalno nalogo in ko smo bili v Piranu na latinskem taboru, obiskali arhiv, mestni arhiv, in smo se tam dogovorili za intervju z strokovnjaki, z arhivarji, ki se ukvarjajo s tem področjem. In to se mi je zdelo zelo zanimivo, ker res nikoli nisem dobila negativnega odgovora. Vsi so bili izjemno pripravljeni sodelovati in mojim učencem seveda nuditi vsakršne informacije, ki so jih potrebovali. To je ena zelo zanimiva oblika raziskovalnega dela, ki enako, kot sem prej omenila, vodi do boljšega razumevanja tistega, kar se pač učimo v šoli. Podobno tudi kasneje smo šli na ogled konzervatorskega centra Ščit. Zame je zelo pomembno, da pač te stvari, ki so še ohranjene, ker gre za historični jezik, ker se veliko učimo o kulturi in civilizaciji, je pomembno, da vidijo učenci te stvari od blizu. Da če je možno, seveda se jih tudi dotakne, ampak vsaj, da jih vidijo, da jih izkusijo in da spoznajo vse ljudi, ki delajo s temi stvarmi in ostanki in v bistvu predmeti, ki nas lahko popeljejo nazaj v čas. Ampak ni pa treba iti samo nazaj v čas, lahko smo tudi v sedanjosti, lahko gremo tudi v prihodnost. Skratka, kot sem že rekla prej, latinščina je star jezik, ampak seveda včasih je treba ljudi tudi prepričati, da ni mrtev jezik. Jaz sem bila tudi pred velikim izzivom, ko sem začela poučevati, pred izzivom, ki sem si ga sama postavila, in sicer to je bilo, da bom skušala poleg vseh teh
izkušenj, s tem hands-on pristopom, latinščino približati tudi preko govorjenega jezika, kar ni precej navadno pri poučevanju latinščine, ampak se mi je zdelo vredno poskusiti, ravno zato, ker sem imela takšno starostno skupino in sem potem želela, recimo, ne ravno na enak način, ampak latinščino v drugi triadi poučevati podobno, kot se uči moderne jezike. Se pravi, sem skušala začeti uro v latinščini, jih pozdraviti v latinščini, jih preveriti, kdo je prisoten v latinščini in tako naprej in tako naprej. Pri mojih urah gre za kombinacijo, seveda težko je voditi celotno uro v latinščini, sploh pri tej starosti, in tudi zame je to pravzaprav izziv, ker nisem veliko govorila latinščine, ampak se je izkazalo tudi za zelo uspešno, skratka, vnesti neke dobre principe v ta starejši model poučevanja, narediti eno tako kombinacijo, kjer se lahko potem tudi zapoje vse najboljše v latinščini, se zaželi srečno novo leto v latinščini, zelo konkretne stvari, ki si jih seveda učenci tudi radi zapomnejo in uporabljajo. In ena taka povratna informacija, ki sem je bila zelo vesela, je bilo, ko so začeli očitno ti učenci, tudi druge učitelje drugih predmetov pozdravljati, naslavljati po latinsko. In so seveda mi učiteljice v zbornici povedala, kateri učenci jih pozdravljajo v latinščini, uporabljajo jezik. In to me res veseli, ker kaže, da je živ. In po drugi strani sem tudi zelo vesela, da smo recimo kot stroka zelo naklonjeni digitalizaciji, uporabi IKT-ja in tako dalje. In morda, če ne poznate, sem zelo navdušena nad mobilno igro Pokémon Go, kajti prek same igre sem odkrila, da nudi veliko možnosti za učenje o lastnem mestu, na primer o zgodovini mesta, po katerem se sprehajate, medtem ko igro igrate, in spoznavanju različnih zgodovinskih momentov. V Ljubljani seveda pomeni to, da lahko z igrico Pokémon Go odkrivate Emono, skratka poiščete te njihove telovadnice in ostale točke in vedno nekaj malega je zapisano o tem, kaj tu stoji, kaj je bilo včasih in tako naprej. In to je odlična skočna deska za pogovor, za učenje o zgodovini Emone, o zgodovini Ljubljane, konec koncev se ne omejuje samo na Emono, ampak sem videla, da je to eno super orodje, s katerim lahko spet na nek način popestrim uro latinščine, ki se tako ali tako odvija zunaj učilnice, ampak tudi pripomorem k temu, da bodo učenci lažje usvojili znanje, ki ga pridobivajo nasploh. In tukaj vidite, da so potem ustvarili tudi razstavo na šoli in takle plakat, ki je dokumentiral njihovo pot po Emoni z igrico Pokémon Go. Potrebovali so telefone in aplikacijo, to se jim je zdelo seveda blazno zabavno, da so lahko imeli telefone v šoli, ampak so jih uporabljali, se pravi, za namene učenja. To je torej prvi sklop, ki bi ga izpostavila, drugo pa je, kot sem že omenila, kar se mi zdi zelo pomembno pri poučevanju latinščine v tej fazi, v teh mlajših letih, medpredmetno povezovanje. No, skratka, to je za poučevanje latinščine po mojem mnenju tudi ključno za kateregakoli učitelja latinščine v šoli in pa seveda za celoten kolektiv. In mislim, da je to v bistvu tudi tu vidim prednost in prihodnost poučevanja latinščine, predvsem v osnovni šoli. Tudi če recimo ne bi bilo predmeta latinščine, se vedno lahko vsebine iz predmeta prenese k drugim predmetom, k drugim dejavnostim, se sodeluje in tako dopolnjuje med strokami, recimo med učitelji in tudi med učenci. Ker opazujemo, kako v bistvu
učenci, vsaj tisti, ki sodelujejo pri mojih učnih urah, kjer jih res spodbujam, da uporabljajo znanje drugih jezikov, potem to ne samo vključujejo v svoj učni proces, ampak tudi pomagajo svojim sošolcem z svojim znanjem. Torej gre za neko medvrstniško učenje in poučevanje. V bistvu gre za precej preprost princip. Rada bi samo pokazala na tem mestu, da vedno gremo lahko še bolj out of the box. Kaj hočem s tem povedati? Na šoli recimo so bile lahko že utečena nekatera sodelovanja, naprimer pri zgodovini, se je vedno lahko vključilo pri, ne vem, naprimer pri kulturnem dnevu o Emoni, in se je povabilo k sodelovanju učitelja za latinščino, ki je seveda lahko podal snov ali pripravil učence, da so oni raziskovali, podali snov in tako naprej. Jaz osebno sem recimo imela pri pouku, pri uri slovenščine, kjer so obravnavali grške mite, sem imela v bistvu še med pandemijo kar lepo po Zoomu prispevek o Orfeju in Euridiki. Skratka, na različne načine se lahko učitelje latinščine vklaplja v učni proces pri drugih predmetih in seveda zelo smo tudi veseli, kadar se drugi učitelji vklopijo v proces poučevanja latinščine, ali so to učitelji jezikovnih predmetov, ki se seveda lahko primerjajo, naprimer francoščina, ali pa tudi nemščina, zakaj ne, in pa seveda angleščina, ker vemo, da vsebuje veliko latinskih besed. Tudi recimo glede na jezikovno znanje učitelja latinščine se potem lahko primerja besede v času učne ure. Meni pa seveda zelo pomaga in sem zelo vesela, kadar to počnejo učenci, in moram reči, da to zdaj počnejo že kar sami od sebe, da so začeli razumevati, kako je pač znanje jezika bogastvo, ki ga lahko uporabljajo pri drugih jezikih in pri drugih predmetih in nasploh v življenju, kar je seveda cilj. In če gremo malce stran od teh utečenih modelov, v teh 5 letih sem uspela navizati stik z nekaterimi sodelavci, ki so me potem tudi spustili v svoje učilnice in mi odprli vrata in me lepo povabili vanje. Zelo zanimivo se mi je zdelo delo z učiteljico geografije. Vidite, mogoče na prvi pogled si ne bi mislili, ampak pri predmetu turistična vzgoja oziroma ne, pri predmetu raziskovanje domačega kraja smo pravzaprav z učenci sodelovali tudi na natečaju, na tekmovanju, kjer smo ustvarili lasten turistični spominek. In ta spominek je pač prihajal iz Emone, zato so učiteljice povabile mene k sodelovanju kot svetovalko neke vrste in kaj hitro sem se 100% vključila v ta projekt, ki smo ga potem zelo uspešno predstavili tudi na državni ravni. Vidite, da so učenci tukaj izdelali družabno igro, Quini Lapili, podobno igro kot mlin, recimo, takšne podlage in igralne kamenčke so našli tudi arheologi, kar izpričuje prisotnost te igre v rimskih časih, v Emoni tudi, in oblikovali so poleg tega še takšne torbice, v katere lahko to igro pospraviš, ki pa so bazirale na torbah, ki so jih nosili rimski legionarji. Skratka, cel ta proces raziskovanja, spoznavanja rimske kulture v domačem kraju, pri predmetu turistična vzgoja oziroma raziskovanje domačega kraja, je potem obrodila en tak končni izdelek, ki je pa res bil samo tista krona na koncu poti, kajti mislim, da sam učni proces je bil zaradi tega sodelovanja res neprimerljivo bogat in ena lepa izkušnja. In v sklopu tega smo pravzaprav potem Latinci gostovali tudi pri gospodinjstvu. Jaz ne delam predsodkov med nobenimi predmeti in se mi je zdelo blazno zanimivo vklopiti latinščino v vse segmente osnovne šole.
In sem v bistvu lahko pravzaprav zelo preprosto prišla na 2 uri gospodinjstva in najprej predstavila recimo prehranjevalne navade Rimljanov, kaj so jedli, na kakšne načine so jedli. Tisto, kar v bistvu povem tudi svojim učencem latinščine, sem zdaj lahko predstavila celotnemu razredu, celotnemu 6. razredu. In ker seveda ne morem iz lastne kože, smo morali nekaj tudi preizkusiti in smo spekli 3-krat vzhajani rimski kruh po receptu rimskega kuharja Apicija. Tako da še eno zares uspešno sodelovanje, ki se je potem lahko ponavljalo vsako leto. In sva bila v učilnici tako jaz, učiteljica latinščine, kot učiteljica gospodinjstva. In za tiste 2 uri je bil ta učni proces recimo obogaten tudi s poukom jezika in civilizacije. Še en celostni projekt bi predstavila samo to, da dobite mogoče vpogled v naš način učenja, v naše delo. Namreč pripravili smo kratko gledališko predstavo v 6. razredu o Odiseju in Sirenah. In sami učenci so se pravzaprav odločili, da jo želijo predstaviti v latinščini. Torej, napisali so besedilo, jaz sem ga prevedla v latinščino in so ga potem tudi odigrali. Poleg tega je cel njihov razred pri likovni umetnosti sodeloval pri izdelavi scenografije in kostumov. Tale fant, ki ga vidite pa v spredju, se pravi eden od učencev, pa je potem še dokumentiral, snemal to predstavo, ker je bil tudi sam del predmeta vzgoja za medij. Skratka, kot sem prej omenila, moja preferenca je res, da se vsakega projekta lotimo celovito, da učenci pokrivajo vse segmente in te izkušnje so tiste dragocene, ki mislim, da jim olepšajo celotni proces. Je pa seveda tudi izredno pomembno in mislim, da lepo tudi, ko se učiteljice udejstvujejo pri sodelovanju, kadar ne gre za učence latinščine, ampak ko gre za učence pri drugih predmetov ali pa za neke druge publike. Tako sva z učiteljico Tejo Kranjc pogosto sodelovali na raznih festivalih, kot je Festival Antika, Festival znanosti. Na Festivalu znanosti imajo antični kotiček, v katerem se lahko obravnava različne teme, organizira različna predavanja. In ena od mojih delavnic, na primer, se je glasila Harry Potter in latinščina, se pravi povezovala različne mitološke teme, različne etimologije urokov in se pravi likov oseb v Harryju Potterju z latinščino. In to je bila ena mojih res priljubljenih delavnic, na kateri sem vedno potem doživela veliko zadovoljstvo, ko so učenci oziroma udeleženci ugotovili, da tudi sami pravzaprav nekaj latinščine znajo. Ta latinščina je tu, morda ne zavedno, morda prek drugih jezikov, ampak neko osnovno znanje še vedno obstaja kljub vsem tem izzivom, s katerimi smo se srečevali v preteklosti. Zakaj sta po mojem mnenju hands-on pristop in medpredmetno sodelovanje pomembna, sem na kratko že opisala, razložila. Poleg tega, da imam seveda gradivo, ki mi je na voljo v slovenščini, to je učbenik Minimus, ki je bil tudi preveden v slovenščino in je za to starostno skupino, za katero ga jaz uporabljam, po mojem mnenju zelo primeren, zelo zanimiv, zelo zabaven, bi lahko rekla, in motivira učence, da se učijo. Ta dva segmenta pa mislim, da sta tista, ki latinščino res približata mojim učencem. In
težko bi na nek bolj klasičen način poučevala. Mislim, da to niti meni, niti učencem ne bi ustrezalo, oziroma sem mnenja, da to poučevanje ne bi bilo tako uspešno. Izzivi, ki nas po mojem mnenju čakajo, so seveda neki izzivi, ki ostajajo že od prej, ali se bo latinščina poučevala še naprej sistemsko, v kakšni obliki se bo poučevala, kajti to vse vpliva na sam pouk. V tem trenutku recimo je od 7. do 9. razreda latinščina neobvezni izbirni predmet, kar pomeni, da seveda v tem kriteriju za izbiro tekmuje tudi z recimo nemščino in z drugimi predmeti in se medsebojno izključujeta. Sistemsko tudi ni urejeno to poučevanje v drugi triadi. To pač na naši šoli zdaj obstaja in možnost je, in mislim, da je precej uspešno, oziroma vidim po številu učencev, da gre za popularen program, medtem ko potem v tretji triadi pa nekako se to število manjša, po eni strani, kot sem omenila, zaradi te formalne uredbe, neobveznega izbirnega predmeta, ki se izključuje z drugimi. Opažamo pa morda tudi, da zaradi nekih sprememb po sami družbi, zaradi premika vrednot, zaradi res, saj to že nekaj časa traja, ampak ekonomske situacije, kjer se pač vedno bolj izobrazba spaja s trgom in s potrebami na trgu, iščemo možnosti za delo, za preživetje in ne gledamo več na izobraževanje kot na neko celoto oziroma neko podstat, ki nam potem odpira vrata v razne segmente družbe. Usmerjamo se bolj konkretno, bolj načrtno, zbiramo ocene, ne zbiramo znanja, kar je seveda škoda in izziv za latinščino, ki pa bo po mojem mnenju seveda preživela tudi to in se še dolgo časa poučevala, formalno ali neformalno, to je zdaj drugo vprašanje. Nedvomno pa sem zasledila tako sama kot moji kolegi, kot tudi učenci sami, ki so recimo na začetku še pri urah me spraševali, zakaj pa bi zdaj se morali učiti še francoščino ali pa italijanščino, kaj pa ima to veze pri latinščini, zakaj pa me to briga, če je ta angleška beseda enaka kot ta v latinščini, so začeli ugotavljati, da v bistvu te sistemi jezika in besedišče, ki ga že imajo, ki ga uporabljajo pri latinščini, pri drugih jezikih, jim koristi, če ne drugega, pri nabiranju lepših ocen. To je zdaj njihov svet, ampak dejansko ta primerjava med jeziki, primerjalno jezikoslovje se mi zdi en velik plus, ki ga latinščina, pouk latinščine na vseh nivojih v različnih oblikah lahko ponudi pri tem splošnem izobraževanju. Kakšni bodo dejanski rezultati, bomo videli po evalvaciji, ampak po tem sprotnem, recimo, po tej sprotni povratni informaciji z strani staršev, strani učencev, strani učiteljev, kolegov, se nagibam k temu, da seveda, da bo znanje morda ne bolj obsežno, bo pa bolj poglobljeno. In tudi vidim, kako učenci pri latinščini seveda lažje povezujejo različne pojme med seboj in jih tudi ni strah tega izražati. Lažje ugibajo, lažje si zamislijo, lažje poskusijo, kar se mi zdi v tej klimi zdaj izredno pomembno. Za konec bi rekla samo še to, s čimer sem začela. Za latinščino ni težko, vsaj tako menim. Mislim, da bi se mnogi kolegi latinisti z mano strinjali.
zato bi res povabila vse ostale učitelje in strokovne delavce, da kakšnega latinista vseeno pocukajo za rokav, ker si upam trditi, da gre v veliki večini za zelo iznajdljive, proaktivne in najpomembneje za zelo delovne ljudi, ki so vedno pripravljeni na sodelovanje, so pripravljeni narediti nekaj za latinščino, in da se morda lahko tudi vi razmislite, kako bi vključili latinščino v svoj vsakdanjik, ker jo seveda na nek način že imate, ampak za neko recimo bolj poglobljeno znanje pa smo tudi mi vedno na voljo. To me je najbolj veselilo v bistvu pri tem delu, delo s kolegi in delo z učenci, in upam seveda, da se bo to tak princip lahko nadaljeval tudi v prihodnje, ker je šlo za nek pilotni projekt, lahko rečem, ne bom uporabila besede eksperimentiranje, ampak mislim, da bojo potem rezultati in ugotovitve lahko dale res neke, položile nove načrte za naprej. In me res zanima po tem, kar ste slišali, po opisu tega mojega dela, vaše mnenje, oziroma še bolj me pa zanimajo vaše vprašanja in upam, da bom lahko res izčrpno odgovorila na vsa. Hvala lepa. Tule pa potem sem dodala še nekaj čtiva, nekaj domačega branja. Skratka, tale sredinska je modra knjiga, ki sem jo pokazala na začetku, v kateri si lahko preberete, kakšno je stanje poučevanja latinščine v komunističnih režimih, ki je v bistvu tiči ta problem, zakaj se je ta tradicija prekinila. Potem Minimus, avtorice Barbara Bell, je ta učbenik, ki ga uporabljam pri poučevanju, ima tudi drugi del, oba dva sta prevedena v slovenščino in sta super. Moji učenci imajo zelo radi ta učbenik, je primeren za učenje druge triade, morda tudi tretje, mislim pa, da je primeren tudi za učenje mlajših učencev. In zato tudi v bistvu uporabljam vedno ta izraz zgodnje učenje latinščine. Navajeni smo sicer pri mlajših starostih ga uporabljati, ampak pri latinščini je morda malce drugače, se poučuje pri višji starosti in zato sem nekako to kvalificirala potem kot zgodnje učenje, ne ta druga triada. In menim, da bi enaki pristopi delovali tudi pri recimo prvem, drugem, tretjem razredu, ker gre večinoma za poučevanje o civilizaciji, kulturi, ne toliko o slovnica, besedišče in tako naprej. In seveda še, tu sem nakazala v bistvu samo en članek Aleksandre Pirkmajer-Slokan, je pa seveda napisala mnoge članke o tem, kako se je latinščina učila v osnovnih šolah, kako se uči, predlagala načrte, kako se sistemsko uredi, kakšni bi bili lahko programi, kako je 9-letka vplivala na poučevanje latinščine. Skratka, tu je veliko še prostora, veliko zanimivega čtiva na voljo, veliko izjemno zanimivih člankov, izčrpnih člankov, ki jih je napisala Aleksandra Pirkmajer-Slokan in jih zelo priporočam. Če pa boste imeli potem še kakšna vprašanja naknadno, ali pa za vse tiste, ki bojo poslušali kasneje, pa sem seveda dosegljiva na mailu in vam bom skušala v doglednem času odgovoriti. To je to, mislim, da sem bila dosti dolga in se vam zahvaljujem za pozornost. Hvala lepa kolegici Juliji Hoda za zelo izčrpno in ušesom prijazno predstavitev. Zelo mi je bil všeč tvoj ritem govora. Zelo prav fino sem lahko sledila. Običajno nam te prezentacije grejo zelo hitro in potem nekako pozornost pade. Jaz bi rekla, da imaš veliko izkušenj s tovrstnim načinom. To je bil moj ogrevalni stavek ali dva, da povabim vse sodelujoče, da se oglasite. Kolegici zastavite kakšno vprašanje, poveste kakšen komentar, misel in podobno. Vzemimo si približno recimo pol ure
in potem ta dogodek zaključimo. Izvolite. Če dovolite, bi se jaz oglasila. Globok poklon ob vsem slišanem. Dajete vedeti, da ste učiteljica, ki sledi vsem sodobnim pristopom k učenju in poučevanju. Vaš pouk je tako visoko kakovosten, da bi bila z veseljem vaša učenka. Všeč mi je, da ne le premišljeno izbirate vse korake učenja, ampak da aktivno vključujete tudi otroke v samo načrtovanje pedagoškega procesa, kar se mi zdi ključno, da imajo možnost, da sami izbirajo dejavnosti, aktivnosti, s katerimi pridobivajo znanje, je tisto, kar jih dodatno motivira. Formativno spremljanje vam ni tuje, vidi se, da obvladate vse te korake. Skratka, po vsem, kar ste predstavili, vam lahko samo iskreno čestitam in jaz upam, da vaši sodelavci, predvsem pa vaši učenci cenijo vaš trud, vaš pristop. Redki so takšni učitelji, tako da res iskreno vse pohvale. Kaj človek reče na vse to, razen iskrena hvala? In da ne bom kot ena zlajna, ampak ja, za latinščino ni težko, no, in mislim, da vsi, ki se ukvarjamo s poučevanjem latinščine, se res trudimo, da ne da bi jo živeli, ne da bi jo ohranili, ampak da bi jo predvsem približali na takšne in drugačne načine. In zato sem se tudi odločila danes, da se udeležim tega pomenka, ker se včasih zdi, da med seboj si vse to pač velikrat in podrobno povemo, ampak morda smo še vedno malce preveč zaprti vase, kot bi bili nekoliko sramežljivi. In enako je po mojem z učenci, če se jim ne predstavi, kaj vse so, katere možnosti obstajajo, kaj vse so plusi, učenja latinščine, ki vse se latinščino najde, potem tudi ne bo zanimanja. Tako, in sami ste omenili, da ste, torej skozi vašo predstavitev sem lahko opazila, da res ubirate te korake postopnosti, namene učenja. Jaz mislim, da je to zelo pomembno, da otrok ve, zakaj je pomembno, da pridobi neko znanje oziroma kje ga bo v življenju lahko uporabil. Kadar se tega zaveda, potem je zagotovo pridobivanje znanja zanj večji izziv najverjetneje. In to je tisto, kar je pomembno, torej da jih ozavestimo, da bodo to znanje pa vseeno nekje uporabili in sem prepričana, da je tudi potem dolgotrajnejše. Tako da res iskrene čestitke. Vse korake formativnega spremljanja ste uporabili, od sooblikovanja kriterijev do vsega povratne informacije, medvrstniška, ki je zelo, zelo pomembna. Tako da res pohvale vse. Hvala vam za povratno informacijo. Ali lahko vprašam še, kaj poučujete, če poučujete? Jaz sem učiteljica razrednega pouka. Učim pa tudi tuji jezik, torej angleščino v 3. razredu. Super, najlepša hvala. Prosim. To sem hotela še reči, da zame zelo pomemben kriterij je uporabnost, drugo je pa pozitiven odnos do snovi. In mislim, da je največja zmaga, če po teh 3 letih recimo, ne da imajo ne vem kakšno poglobljeno znanje, ampak da so razvili pozitiven odnos do latinščine, to se mi zdi ključno, ker zaradi tega se bojo potem kdaj še vrnili. Ni nujno, da se vrnejo v 3. triadi, ni vrnejo, da se vrnejo v gimnaziji, lahko še na faksu, ampak da bojo kdaj občutili recimo to naklonjenost do tega jezika, do te kulture, tako kot smo jo mi, se mi zdi, da ko snov ni tako suhoparna in ko imaš razvit nek odnos do nje, potem tudi učenje in usvajanje lažje. Hvala, ker ste nas spomnili. Hvala vam. A lahko jaz še zdaj vseeno nekaj dodam? Ja, prosim. Jaz sem jezikoslovka, ki zelo pogreša v svojem izobraževanju, tudi na fakulteti, latinščino.
zato ker se mi zdi, da latinščina je tako evropskega značaja, v vseh jezikih je opletena, tudi v slovenščini, tudi v vseh tujih jezikih, kar se mi sploh ne zavedamo, kje so vse, nekje je latinščina. Občudujem, da lahko spravite latinščino, ki je v bistvu, ja, bilo je omenjeno suhoparna, mrtva, karkoli že v osnovno šolo, se mi zdi, da bravo, bravo, s tem, da bi jaz rekla, da bi mogli jo spraviti v bistvu v srednje šole, sploh pa na gimnazije, ne samo na klasične gimnazije z latinščino, da je to osnova kakršnega koli študija, družboslovnega, biološkega, mislim, naravoslovnega, karkoli že, tako da ja, joj, več takih, ko ste vi, hvala. Jaz pogrešam latinščino, jaz se jo učim na stara leta, mislim, uporabne, in ugotavljam, da je, če bi mene nekdo v 4. razredu rekel latinščina, joj, hvala lepa. Zdaj pa mi je zelo žal, da te možnosti niti imela nisem. Hvala lepa. A veste, da jaz tudi nisem imela možnosti v osnovni šoli se učiti latinščine. Že od mladosti sem pa zelo rada imela pač to dobo in me je zelo vse blazno zanimalo. In je bila moja odločitev, vpisa v srednjo šolo pogojena s tem, kje imajo latinščino. Tako da v različnih starostih mislim, da se pojavlja zanimanje za to, in tudi, če je kasneje, seveda je to super, imate tudi mnogo možnosti še vedno, da se jo učite. Ne omenim samo jezikovne šole in Duolingo, ne vem, če ste vedeli, da ima Duolingo tudi latinščino. To je zdaj zelo popularno med mojimi kolegi in kar tekmujemo, tako da motivacija je. Kar se tiče pa sistemske ureditve, pa latinščine v gimnazijah, bi pa mogoče prepustila besedo Janji, ker mislim, da ima ona malce več zapovedati o tem. No, pardon, da sem sprovedla tak problem, ampak mislim, da gimnazija, ki izobražuje za, rečemo za študija, univerzitetni študij, ipak na nek način, bolj kot vse druge srednje šole, bi mogla dati saj možnost, ampak vsaka gimnazija, tudi to, pa ne samo latinščine, tudi stare grščine, pa ni treba zdaj Homerja prevajati, lepo prosim, da ne bo kdo zdaj mislil, da jaz pričakujem, da je treba ne vem koga prevajati, ali pa pustimo klasike, samo osnove, ker je vsa osnova je noter v tolikih zadevah, od družboslovja, filozofije, biologije, spet sem glasna, Zdaj, če smem samo močko malo povzeti, govorite torej o tej žlahtni humanistični tradiciji izobraževanja, ki je pač vpeta tudi v sodobne modele izobraževanja, na nek način še vedno je. Zdaj, kar zadeva srednješolski pouk latinščine, jaz osebno o tem ne vem zelo veliko, razen tega pač, da imamo klasične gimnazije in da seveda je tam, kjer je prisotna klasična gimnazija, bilo vedno na voljo tudi kot izbirna. Latinščina kot izbirna za tiste, ne vem pa, če to še vedno obstaja. Tako da mogoče bo profesorica Pija Lešnik vedela, zato ker je pri njih latinščina tudi nekaj časa vztrajala in morda še vedno vztraja, ne odkimava, kar nam samo pove pravzaprav, da če hočemo govoriti o humanističnem izobraževanju, in to zdaj vse kolegice na nek način prinašate noter, je vpeljava jezika, s katerim je možno vstopiti v čas in prostor, ki je dal kulturne vzorce, s katerimi mi danes še vedno operiramo, s katerimi še vedno interaktiramo, če tudi smo digitalni in ne vem kaj še vse, je nujna in ključna. Tako kot je Julija povedala, ni učenja civilizacije brez vsaj stika z jezikom. Če tudi je to na ravni, ki je primerno učencem in ne vsebuje načinov, kot smo jih bili deležni mi, je stik z jezikom je pravzaprav vstop v čas in prostor tistih, ki so ta jezik
živeli in ga govorili. Zato je to tako pomembno. Če se boste vi učili samo o seznamu, kateri so bili v antiki fini pa krasni filozofi pa tako naprej, če ne boste vstopili v ta jezik, ne boste znali misliti tega časa in prostora in seveda tudi ne reflektirati trenutnega stanja. Pija, izvoli, ker si se pokazala, Živjo, izvoli. Hvala. Ja, slaba novica je res ta, da gimnazija Jožeta Plečnika, ki je od nekdaj imela latinščino, seveda kot obvezni predmet, zadnja leta pa, kot pravite, izbirni, kot tretji tuj jezik v 2. in 3. letniku, z letošnjim šolskim letom še tega ukinja. No, sej ukinja tudi italijanščino kot tretji tuj jezik, tako da ni vse samo slabo pri latinščini. Zato, ker se preferirajo naravoslovni predmeti, ker da dijaki, devetošolci raje izbirajo naravoslovje kot pa jezike. Je pa zanimiva, ravno čisto aktualna anekdota, v teh dneh imamo Erasmus izmenjavo, in so profesorce iz Italije in Francije in smo se pogovarjali za naslednjo, tema je biotska raznovrstnost in tako naprej, in smo se našli 3 jezikoslovke in smo rekli, pa dajmo narediti skupen slovar iz teh 3 jezikov in potem sem pa rekla, ampak češ, da se najdejo podobni strokovni izrazi, sicer mogoče pri slovenščini manj, ampak naši dijaki itak prek angleščine dostopajo potem tudi v ta romanski svet. In potem smo rekli, pravzaprav bi rabila enega latinista, saj to je osnova vsemu, ampak žal, evo, na naši šoli naslednje leto več ne bo latinista. Tako da na zahodu nič dobrega. Hvala lepa, Pija. Jaz bi mogoče postavila, Julija, tebi eno vprašanje, ki gre onkraj čestitki in tako naprej, ni pa kritika, da se razumemo, ampak nekaj drugega bi rada odprla, ker je povezano z cilji projekta Ješt. Uvedla bom pa tole z anekdoto, ker me je Pija zdajle spomnila na to situacijo in mislim, da se lepo upenja. Pred mnogimi leti sem na ministrstvu sodelovala v eni skupini, ki se je ukvarjala z vpeljevanjem drugega tujega jezika v pouk in tako naprej. In bila sem tamle zaradi tega, ker sem zastopala klasične jezike in zelo ugledan gospod, ki je imel takrat velik vpliv na šolsko politiko, se je pri mojem zelo intenzivnem plediranju, da prosim najdimo prostor za klasične jezike in tako naprej, razhudil. Takole čez mizo, padle so težke besede, med drugim tudi to, kaj to danes mi potrebujemo tehniko, mi potrebujemo naravoslovje in čist nič starega. Meni je zavrela kri, čeprav imam samo 1,50 m in sem si upala odvrniti nazaj in sem rekla, spoštovani gospod, brez latinistov, klasičnih filologov, vi tehnike ne morete opisati. Vi ne morete prav nič povedati o svoji tehniki in o naravoslovju. Ne vem, ali sem ga prepričala, ali je bil presenečen, v vsakem primeru potem smo našli tam prostor. Zdaj pa moje vprašanje. Mene zanima pravzaprav kontekst večjezičnosti in šolskega okolja, ki vzpostavlja odnos do večjezičnosti. Kadar govorimo o tej večjezičnosti, mi pravzaprav govorimo o enakovrednem obstoju jezikov v šolskem okolju. In moje vprašanje tebi, ki imaš zdaj 3-letno izkušnjo, je, kako vidiš ti doprinos latinščine k razvijanju večjezičnosti naklonjenega šolskega okolja, ki gre onkraj jezikovnega elitizma. Namreč, kadarkoli mi pripeljemo noter latinščino, vstopimo v razpravo o kako naj rečemo, konotiranju jezikov. Se pravi, so vidni jeziki, so nevidni jeziki, so družbeno zaželeni jeziki, so družbeno manj zaželeni jeziki. Recimo jeziki, ki jih govorijo učenci, katerih prvi jezik ni učni jezik, niso jeziki, ki so
posebej vidni, ki so družbeno zaželeni, in latinščina zelo pogosto pade v to zgodbo z jezikovnim elitizmom. Mene zanima tvoja izkušnja s tem, znotraj torej razvijanja večjezičnosti naklonjenega šolskega okolja. Mogoče iz dveh pogledov. Iz pogleda zbornice, pa iz pogleda učilnice. Skratka, ali pa mogoče tudi iz pogleda vodstva ali kakorkoli. Ampak dejansko z vsem tem sodelovanjem in z predstavljanjem latinščine se mi zdi, da se, če gledamo ta odnos, kakor si ti rekla, elitizem ali pa neenakovrednost, da se neenakovrednost zmanjšuje. Skratka, nekaj, kar poznaš, kar ti ni tako tuje, a ne, lahko postane bolj enakovredno. In če se učni proces tako organizira, in oblikuje, seveda, če se dopušča pač sodelovanje med urami, se ta enakovrednost tudi čuti. Neenakovrednost je bolj v formalnem smislu, tako kot sem prej omenila, na kaj se lahko in na kaj se ti ne moreš opisati. Ker konkretno iz učilnice pa lahko povem, da po eni strani imamo v 7. razredu 2 učenca, ki hodita na latinščino, neuradno, pač obiskujeta jo, ampak ne pridobivata uradnih ocen, ker sta vpisana tudi na druge predmete. Ampak ker uživata v učenju latinščine, ker se jima to zdi smiselno in ker se jima zdi pač vredno obiskovati latinščino, sta se odločila, da bosta to počela, da bosta pač se učila na ta način. Ne gre za nabiranje ocen, ne gre za nek drug predmet, uporabljata oziroma imata v kurikulumu in pač neformalno obiskujeta latinščino, nadaljujeta svoje učenje, kar je, mislim, sicer lepo, ampak nekako čudno, da sta v tej situaciji. In po drugi strani lahko povem, da med temi mojimi mnogimi učenci ne prevladujejo učenci, ki bi imeli posebno dobre ocene. To niso sami odločnjaki. To so učenci, ki imajo lahko angleščino 2 ali pa druge jezike 3. Recimo nikoli verjetno nismo bili nekje tam za Veliko Britanijo, kjer smo res lahko samo tisti iz višjih slojev so učili latinščino. Tukaj bi rekla, da je ravno obratno, da je latinščina nekaj, kar izravnava. Tako da zelo mešani občutki, kar se tega tiče. Ne vem pa, če sem odgovorila na tvoje vprašanje. Seveda si odgovorila. Pija, izvoli. Ja, jaz bom sicer tukaj morda delovala malce ljubosumno, ampak si domišljam, da lahko tudi pri mojem pouku nekaj podobnega počnem z jezikom, z jeziki, kot tudi vi latinisti. Namreč razmišljanje o jeziku in povezovanje z jeziki. In ko rečem razmišljanje o jeziku, razmišljanje o komunikaciji nasploh, kaj jezik je, kako deluje en jezik, 2 jezika, jezik nasploh, vsi jeziki in jezik nasploh. Saj ni zelo veliko, nimam zelo veliko stika z zelo radovednimi dijaki, se pa taki tudi najdejo. In taki hočejo od mene tudi latinščino, ker na koncu tudi sami ugotovijo, da je vse tudi povezano z latinščino. Dobro, zdaj pa grem nazaj na svoj mlin. Pogovarjamo se zdaj o tem, kako ovrednotiti jezik oziroma učenje jezika nasploh. Ne samo kot nekaj prakticističnega, utilitarističnega, ampak nekaj, kar nas determinira, nekaj, kar nas definira, nekaj, kar nam omogoča bivanje in predvsem sobivanje. In da najdeš nekoga oziroma da vzpodbujaš mlade, da začnejo o tem razmišljati, eni to zlahka vzamejo, radi vzamejo, eni pa malce težje, eni pa sploh ne.
ampak jaz mislim, da je to vendarle naše poslanstvo. In res se mi je fajn zdi, in o tem bom še kdaj kaj povedala, kako sem odzive dijakov, recimo tudi en bivši naš dijak je zdaj študent na filofaksu, mi je rekel, a smem to govoriti? Okay. Mi je rekel, kako se s tem, ker smo ga navadili povezovati z jeziki, on znajde tudi v filozofskem tekstu, zgodovinskem tekstu, ker zna iskati, ker zna povezovati. In isto mi je, nekaj podobnega mi je rekel tudi, ne vem, moj dijak drugega letnika, kako on tudi v tekstih se bolj znajde, pa ne mislim v italijanskih tekstih, ampak pri drugih predmetih. Skratka, Janja, zdaj se bom pa vrnila na nekaj, kar sem pozvala pred nekaj meseci, pred enim letom, na našem nekem seminarju z filofaksa, ko sem rekla, da mi sami jezikoslovci se moramo zavedati, ovest pomena podajanja učenja jezikov nasploh. Ko bomo mi to znali zagovarjati v javnost, ne sami pri sebi, ker mi smo prepričani, mi vemo, da je jezik pomemben, ne znamo pa javno to utemeljiti in prepričljivo skomunicirati. Ko bomo to znali, jaz sem prepričana, da bomo znali se boriti tudi pred tem navalom, napadom tehnike in naravoslovja. Lahko jaz nekaj omenim. Ker se mi zdi, da smo nekaj časa imeli neko bitko s temi naravoslovnimi predmeti, da so vsi usmerjali v to. Če sem malo več razmišljala, sem jo utrnila tudi to v bistvu iz tega, ko sem razmišljala, kaj je en velik plus učenja jezikov in še posebej latinščine. Ne samo spoznavanje besedišča, glasoslovja in tako naprej, ampak nekih vzorcev in nekih struktur, v katerih ta jezik živi. In če se mi ne samo učimo rimsko slovnico, ampak rimsko zgodovino, lahko zelo hitro opazimo cikličnost človeške rase in kako se ujame vsakič znova v isto situacijo, v isto družbeno situacijo, isto politično situacijo. Razumevanje takšnih vzvodov pa ni nekaj, kar bi oblast pozdravljala, vsaj takšna, ki si želi veliko moči. In sem prepričana, da na nek način je marsikomu v interesu, da se takšno znanje pozabi, da se ga ne podaja naprej in da se lažje nadzira deli in vlada in tako naprej. Skratka, jaz ne bi rekla, da v današnji družbi da se izključujemo humanistika in naravoslovje, ampak se humanistiko omejuje, ker zna razlagati in osmišljevati takšne pojave. Hvala lepa. Ja, zdaj počasi se bližamo koncu, ure so pozne. Če mi dovolite, jaz bi morda, če nihče več ne želi ali pa ne bi ničesar dodal, bi jaz morda samo neko zaključno misel, ki se mi je zdaj iz našega pogovora utrnila. Zdaj, kako vidim jaz tale našo končno pentljo danes? Nekako skušam misliti pravzaprav klasični jezik, starogrški, latinski, kot pravzaprav elementarni gradnik nečesa, čemur bi rekla, kot reče Cook, jezikovna multikompetenca. Se pravi, da razumemo, da je posameznikov jezik sestavljen iz mnogih jezikov in da to ni popredalčkana omara, kjer so spravljeni v zgornjem predalu imamo angleščino, pa imamo nemščino, tam nekje spodaj je latinščina in tako naprej, ampak da je to pravzaprav nek živ organizem, ki
kot vemo, različni raziskovalci to različno poimenujejo, ampak se aktivira v nekem kontekstu, ko ga mi potrebujemo. In misliti latinščino skupaj ali pa kot del te jezikovne multikompetence pomeni pravzaprav doseči rezultat, ki ste si ga danes kolegice, vse, ki ste se oglasile v smislu, to potrebujemo, to bi potrebovali, to je to. Na ta način mi lahko znotraj repertoarja aktiviramo to znanje v nekih situacijah in zadovoljivo opišemo ali pa sebi razložimo svet oziroma ga razložimo drugim. Tako da, Julija, jaz delim tvoj optimističen pogled. Jaz sem prepričana, da imamo opraviti z trdoživo živaljo, ali rastlino, ki bo vztrajala. Res pa je, kot je rekla kolegica Lešnik, da je zelo veliko odvisno od nas, kako dobro bomo znale braniti to pozicijo, da je jezik nekaj, kar je za družbo in njeno delovanje ključno. In tudi zato moramo pogledati Rimljanom in starim Grkom, ker so oni pravzaprav v zvezi s tem že vse povedali. Lepa hvala vsem za današnji popoldan. Hvala, Julija, še enkrat za odlično, res metodično in polno lepih primerov pripravljeno predstavitev. Jaz ti želim, da se sistemsko reši tale reč, in se poučuje, kot se mora. Vsekakor pa si bomo vsi, ki na tem področju kaj migamo, prizadevali, da se bo stvar obdržala tako ali drugače. Kot rečeno, lepa hvala vsem, to so bili zadnji tedenski pomenki o raznojezičnosti. Upam in želim si, da v nekem doglednem času se srečamo in vidimo spet, bodisi tako, bodisi v živo. Lepa hvala in nasvidenje. Nasvidenje, lahko noč. Nasvidenje. Hvala vsem.